Okay, če nadaljujemo. Najlepša hvala vsem govorkam, govorcem. Spremembe se lahko začnejo dogajati in spodbujati iz večjih smeri. Od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol. Lahko govorimo na primer o reformi javnih politik, ki družbene spremembe vnašajo od zgoraj navzdol. Oziroma o družbenih gibanjih, državljanskih pobudah, samoorganiziranju, ki družbo spreminja od spodaj navzgor. Za uspešne družbene razvoje in spremembe pa je pomembno, da se dogajajo v kombinaciji več pristopov, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Danes bomo lahko videli predstavitev dobre prakse iz tujine, natančneje iz Nemčije, in nacionalno prakso iz Gimnazije Ptuj. Videli bomo, da prakse niso odvisne samo od sistema, v katerem delujemo, ampak tudi od iniciativ in motivacije samih zaposlenih. Obe govorki sta prisotni preko spletne platforme Zoom. Prvo pa k besedi vabim Rebeko Knecht iz organizacije Bundesverband Queer Bildung. Izvolite, hvala. I'm going to try this with video, but I'm not sure if my internet connection can handle it today. If it doesn't work, I will just turn the video back off. So thank you very much for the invitation today. I'm very grateful that I get to speak at this wonderful conference, and I'm sorry, I would have very much liked to be there with you in person. Maybe at another time we will have the chance to meet. So as was already introduced, my name is Rebecca Knecht. I use the pronoun she, her, and I am a board member of the Federal German Organization for Queer Education, or Bundesverband Queere Bildung. I'm just going to try and start my presentation. Here we go. So I was asked to share some best practice experiences on how we managed to establish our organization on queer education in Germany. So first of all, I'm going to share some notes on what our organization is and does with you, and then I'll just go into some of the elements that I think helped us establish our organization and get us to the point where we are now, namely the kinds of internal standards and documents that we've set up for our member groups, the networking that we do within the LGBTIQ field in Germany, the professional networking with other organizations, the political networking, and some scientific evaluation of our work that is ongoing. So our organization, as I said, is a federal organization on LGBTIQ identities and lived realities within education. Most often that means our members are groups. Apologies. I don't really know how far you could hear me, so I'm going to start over on the first slide. Our organization connects different initiatives and groups that work on inclusive education in Germany. As you can see from the map, we are present in almost all parts of Germany, in all states of Germany, although there are definite areas where our members are in a higher concentration, in some areas where there is not much organized work on queer education to our knowledge so far. Most often the groups, the initiatives that are connected within our association offer queer education as an extracurricular activity. That means we have anti-discrimination workshops that are invited to come to schools, but also to youth groups, to sports clubs, church groups, other types of places where young people are coming together for either free time activities or for educational purposes, and where there's educators, where there's professionals who are interested in implementing anti-discrimination ideas within their work.
In addition to that, we also have some members that work on adult education, so that, for example, train teachers on different queer identities and on how to approach discrimination within their schools, that train educators of younger children, that also work within companies, within all kinds of groups where they are invited to share their approaches on anti-discrimination. Some of our members also work on materials, on support for queer alliances within schools, so on different levels of education, but most often we are talking about extracurricular activities. Many of these groups and initiatives are working with a peer education concept, so many of the anti-discrimination trainers are between 16 and 27 years old. Currently, we have 48 members within our network, with a total of about 70 projects across Germany that we know of that work in our field and that are connected within our broader network. There are about 1,000 volunteers. So by volunteers, I mean trainers, peer educators who carry out these anti-discrimination workshops that I was talking about, and about 50,000 young people reached annually. And when I say annually, I've noted this on the slide, I mean that was our pre-pandemic standard, because as you can imagine, during the last year and counting, it was very challenging for our members to actually go into schools and offer their workshops, their initiatives there. Some of them have developed digital workshop formats and have been able to carry on with their work. In between the different lockdown stages, some in-person workshops have also been possible, but it's all been very limited during the past year or so. As I said, part of the best practices that I would like to share with you today is the documents and the internal standards that we have developed for our work. These are mandatory for all of our formal members, but they are also adhered to by many of the other projects connected within our network. So they are, broadly speaking, what all of the queer education projects across Germany refer to in designing their workshops, in setting up their different initiatives, but also what we can turn to when we are interrogated about our work, and what still also happens, criticized and attacked for the contents of our work. So whether that's the more, I guess, mundane question, why is this even necessary? Why are we talking about queer identities in the context of school? Or the more extreme stance that talking about queer identities is a form of sexualization, of something close to child abuse. All of these kinds of attacks and critiques of our work are, can be answered by actually very transparently talking about what it is that we and so these standards and documents include our mission statements, which outlines that our association is one that is committed to anti-discrimination with a specific focus on queer identities, on sexual orientation and gender identity, but also beyond that. So standards like anti-racism, commitment to inclusion of disabled people, etc. It states that we understand our organization as continually learning and continually evaluating our work, which is something that I will get back to in on my last slide.
and it connects directly to our quality standards, which outline exactly what kind of standards are needed for a workshop, an anti-discrimination initiative that is according to our association standards. This includes such things as how should a workshop be prepared. So, for example, we recommend that before there's a workshop or any kind of initiative with students and with young people, there is a conversation with the teacher or the educator in question about what kinds of things regarding LGBTIQ identities have already been addressed. Have there been any issues with discrimination, with homophobic or transphobic comments within the class? Are there any students who are as part of the queer community, etc.? Then there's guidelines on how long workshops should be, how they should be structured, what kinds of pedagogical methods should be applied within them, and of course also an important issue within workshops is trained within either their project or sometimes the larger organizations for queer anti-discrimination work that exist on a state level. Currently, we are also developing a standardized training course for volunteers, for peer educators on a federal level. And that will enable new projects or also projects and groups in areas of Germany where there's not already a robust network of anti-discrimination work, to also send their volunteers to us and have them trained in how to carry out high quality queer anti-discrimination workshops. Similarly, in development is a handbook of methods and materials that we recommend initiatives use in their work. So some parts of our network already have handbooks like these that collect different teaching methods and methods of reflection and teaching in anti-discrimination workshops. But so far there is no standard handbook or pool of methods that is applicable to all of Germany. So this is something that we are currently working on, as well as a guideline for each and every member project on how to develop a protection plan against sexualist violence and harassment, which is, of course, an important part of working with young people in all types of contexts, but especially when sexuality and identity are a defining part of the work. We've been able to set up our association and get it to the point where we are now, with over 70 connected projects by, first of all, a close networking with other parts of the LGBTIQ community within Germany, which has helped us to exchange perspectives, exchange new information on the kinds of issues and rights of our communities in working together towards political changes. But it's also helped us to enhance each other's platforms and boost the presence of different parts of the queer community. It has helped us to get mutual support in applying for funding and for political support, especially in establishing projects that have a paid donation or have pays for their anti-discrimination work, which still is not the standard. So most of our work, most of our members' work is actually based on volunteer activities.
This networking is carried out, I would say, on different levels. So we make sure that all of our education projects are anchored in broader queer organizations. So those can be counseling centers, community centers, sexual health service providers, and other established organizations within the queer community. They often serve as an anchor point or a place to set up new projects. We've also practiced close cooperation and sometimes mutual membership with other queer organizations on a federal level. So, for example, with the Federal Organization for Trans Issues, we have a mutual membership. With the LSVD, the Lesbian and Gay Association in Germany, we have a close cooperation on different events and activities. And perhaps most foundational for our association, we have a close cooperation with the Akademie Waldschlösschen, which is perhaps the oldest and certainly the most well-established queer education and conference center, so to speak, on queer issues in Germany. We are also practicing the establishment of our queer education initiatives on the different political levels within Germany. So especially because education is organized on a state level, most of the regulations for official education are organized on a state level actually and not on a federal level. So this means it's very important that we also have queer education networks on a state level and that we practice close cooperation with politicians, with members of the administration on a municipal level as well. In order to also, first of all, broaden our horizons, but interest people beyond the queer community in our work and get publicity for the work that we and our members do, we practice networking on a professional level. By professional, I mean especially associations that connect people working in the social services field, but also in the fields of education. And by education, I mean mostly secondary and higher education, although some of our members are also working with other parts of earlier education. We are work field with children and young adults, and we are especially proud and also sometimes reliant on our membership in the Paritätischer Gesamtverband, which is the umbrella association for all welfare organizations in Germany, which we've been a part of for several years now. This membership and other connections with the networks, with professional networks in the educational and social work field has allowed us to also apply for federal professional standards. So currently, for example, we are recognized as Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, so an association which is recognized by the state as offering services for children and young adults, which serves as a sort of state-based quality control of our work, and of course also helps us explain to others why the kind of work that we do is first of all essential and second of all legitimate. And I'm getting a time warning, so I'm
trying to skip ahead a little bit. For the political networking, I think the most essential thing is what I've already mentioned, that the educational work in Germany is very state-based. So although we are a federal association, we try to practice close cooperation with politicians on all levels, especially on the state level, where many decisions on education, specifically secondary education, where most of our members are active, are made. And I've already mentioned that we are currently also engaging in a scientific evaluation of our work. So there is already a study on the impact of anti-discrimination work, especially in regards to the contact hypothesis. So what does it contribute to anti-discrimination work if young people are actually exposed to members of the discriminated group? In this case, that means that most of our members work with a biographical approach where members of the LGBTIAQ community share how they found their queer identities, what their experiences with coming out were, why it's important to them to be out as members of the queer community, etc. And I think this actually connects very well to how the representative of the German embassy started his talk with relaying a story about his high school friend, which is actually an experience that many of our members make, that it's often easier for young people or for people in general to talk about discrimination and understand discrimination when it's connected to a personal story and when they can put a face to the identity, so to speak. So this is an approach that we use very often and that has been scientifically evaluated and proven to be effective. Currently, we are cooperating in a broader study that would also, so the first study that I've just referred to was Berlin-based, and this new study would also evaluate queer education projects across Germany, and very important for us, will also keep an eye on which kinds of parameters foster or hinder the effectiveness of our anti-discrimination workshops. So which of the guidelines that we have already established are helpful, which are perhaps detrimental to the effect of the workshops, and which might not play a huge role after all. So all of this will help us to reevaluate the standards that we have already set and keep learning as an organization. I think perhaps I've talked already longer than I'm supposed to, so I'm just going to stop this here. I've put my contact information on the last page of my presentation. And of course, if we do have time, I'm also open to answering questions now. Thank you very much. Bom zamenjala nazaj v slovenščino. Res smo že čez uro, zato trenutno ne bo časa in prostora za vprašanja. Najlepša hvala za prezentacijo, za predstavitev. Samo en disclaimer, preden nadaljujemo. Nekaj smo že čez čas, ampak nič se bati, ne bomo vam zažirali v pauzo. Pauza bo tako, kot je predvidena. Tako da, še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa k besedi vabim še Darjo Rokavec iz Gimnazije Ptuj. Lep pozdrav z Gimnazije Ptuj. Moje ime je Darja in sem Ona. Sem pedagoginja v šolski svetovalni službi. Hvala organizatorjem za povabilo in za upanje, da lahko danes zastopam šolsko prakso.
z nevladnimi organizacijami. Naša šola sodeluje že približno 11 let, torej z nevladnimi organizacijami, ki tlakujete pot LGBTI skupnosti. Ker smo prepričani, da moramo odpirati sodelovanje naše šole z vami, saj edino tako se lahko učimo, lahko pozitivno naslavljamo in interpretiramo LGBTI vsebine v šoli. Hvala vsem, ker ste z nami, in hvala, ker smo lahko z vami, da nas učite, da nam pomagate, pri naslavljanju LGBTQ+ tematike in da v šolo prinašate svežo energijo in da nas tudi dregate. 2010 smo začeli z Mirovnim inštitutom naslavljati te vsebine na naši šoli in so bila v glavnem predavanja homoseksualna identiteta, homofobija v Sloveniji in podobne teme. Zdaj nadaljujemo z društvom Legebitra, z izvajanjem delavnic, ki se nanašajo predvsem na naslavljanje preseganja predsodkov in stereotipov, in pa sodelujemo z društvom Parada ponosa. Vključeni smo bili v predhodno predstavljeni projekt Safer in trenutno smo vključeni v Active Citizen Found projekt Kultura poniževanja. Poleg predavanj, poleg delavnic smo 10 let bili tudi soorganizator LGBT filmskega festivala, ki so ga naši dijaki redno obiskovali. Oblikovali smo tudi fokusno skupino za raziskavo istospolno usmerjenih v izobraževalnem procesu. Hkrati pa smo seveda vodili dijake na obiske žive knjižnice in polnili prostor v šoli z informacijami o delovanju LGBT skupnosti, o delovanju Legebitre, o delovanju Parade ponosa. Skratka, na naših javnih površinah informirali, obveščali o aktivnostih, o dejavnostih in pa seveda tudi o možnostih za pogovor, o možnostih kontaktov in na nek način delali tudi organizacije same, delamo vidne v šolskem prostoru. Začeli smo v skupini 5 družboslovk, malo entuzijastičnih, takrat 10 let nazaj. Danes pa nas sodeluje v projektu Parade ponosa, torej Kultura poniževanja 20. Mogoče majhen korak, a pomemben v širjenju te mreže učiteljic in učiteljev za LGBTIQ+ varno okolje. Nismo več samo družboslovke, so tudi matematičarke, so tudi biologinje, tuje jezičnice, tako da tudi iz tega družboslovnega prostora nekako širimo svoje delo. Vidnost, nekako prisotnost, kontinuiranost LGBT vsebin umeščamo predvsem v učne načrte in v pouk v drugih, tretjih in četrtih letnikih. Pri predmetih psihologija, sociologija in filozofija. Tukaj nekako se nam zdi pomembno, da nekako razširimo samo omembe teh tem v učnih načrtih in da jih nekako nadgradimo. Vsekakor pa seveda ni samo v pouku, je tudi naslavljanje te tematike v okviru obveznih izbirnih vsebin, ki so sestavni del gimnazijskega predmetnika. In predvsem v okviru, v formatu vzgoja za nenasilje, mir in družino. Hkrati seveda so priložnosti ob številnih mednarodnih dnevih, ob številnih mednarodnih tednih, ko lahko tematiko naslovimo, predvsem kadar gre za naslavljanje strpnosti, kadar gre za naslavljanje človekovih pravic. Zakaj smo začeli? Zakaj to še vedno počnemo? Preprosto, pravzaprav se nismo, ko smo začeli spraševali, zakaj bomo to počeli. Nekako smo takrat čutili in zdaj čutimo, da je to treba. Preprosto treba je, ker tako razumemo
ti, ki smo angažirani, razumemo ustavo, razumemo nenazadnje zakon o gimnazijah, razumemo deklaracijo o človekovih pravicah, razumemo tudi pravilnik o šolskem redu, ki, moram priznati, nima protokola obravnave nasilja eksplicitno za LGBTQ+ osebe, pa vendarle ga tako razumemo. In seveda, ker ti zakoni sami po sebi niso dovolj s tem, ko obstajajo. To nekako čutimo, da niso dovolj, ker predsodki, stereotipi so, izključujoč položaj LGBTQ+ oseb je. Danes predstavljena raziskava kaže, da tudi varnost teh oseb v šoli ni povsod zagotovljena in predvsem je treba zato, ker, tu bom pa rekla, mislim osebno, da je od miselnosti v sedanjosti odvisna prihodnost. In mi izobražujemo za prihodnost in zaradi tega je to naše delo, je to naša obveza in jo tudi tako čutimo. Učinkov dela ne merimo sistematično, mogoče ne še, smo pa prepričani, da so pozitivni. Namreč na to kažejo tudi sporočila dijakov, ki jih dobivamo po delavnicah. Zelo uspešno in aktivno smo začeli z LGBT-rinimi delavnicami, ki jih je žal tale epidemija prekinila. To njihovo kontinuiteto, ampak seveda bomo nadaljevali definitivno in da so potrebne in da spreminjajo razmišljanje, kažejo tudi sporočila dijakov po teh delavnicah. Ne mogoče seveda vse zaobjeti, ampak sporočila, kot so delavnica mi odprla oči, kako neprijetno je, če nekdo kar naprej brska po mojih intimnih stvareh. Po videzu in mimiki, kretnjah odslej ne bom več označeval ljudi. Zavedal sem se, da lahko nekoga z besedami prizadenem. Do zdaj sploh o tem nisem razmišljal. Vse to so sporočila, ki kažejo, da je za dijake in dijakinje potrebno, da te vsebine odpiramo, jih naslavljamo in se o tem z njimi pogovarjamo. Kajti edino na ta način se potem pokažejo ti premiki in spremembe v določenih miselnosti. Seveda ne pri vseh, ampak generalno pa lahko rečemo, da so učinki pozitivni. Drug pokazatelj neke uspešnosti, če temu lahko tako rečem, je število dijakov, ki se v času šolanja razkrijejo. Bodisi, da se razkrijejo v šolski svetovalni službi, razkrijejo se posameznim učiteljem, so se razkrili, zdaj so že pretekli, pa tudi o sedanjih lahko govorimo. Nekaj takih, ki so se najprej čutili varni v šolskem okolju in povedno se mi predvsem zdi spoznanje, da so se različni dijaki odkrivali različnim učiteljem in učiteljicam. Zato se mi zdi, da je izjemno pomembno, da nas je na šolah čim več. Čim več takih, ki bomo znali sporočiti, da smo osebe, ki lahko ponudimo eno varno okolje in kjer so dijaki lahko to, kar so. In da so seveda vidni in varni. Dragoceno je, ko pridejo in potrkajo, se vidimo na paradi ali pa na paradi pridejo in pozdravijo, tukaj smo. In ta sporočila grejo potem zelo hitro naprej. Učinki pri učiteljih. Učitelji se odzivajo različno, seveda, ker so različni, tudi njihov odnos, njihov svetovni nazor, njihov pogled na stvari je različen. Nekateri se spopadajo seveda še vedno s strahovi, da bodo naredili kaj narobe, se počutijo negotove, nobeden od nas ni šel skozi sistemsko izobraževanje, kako naslavljati LGBTIQ+ tematike, a vendar se je večina takih učiteljev pripravljena učiti. Pripravljena se je tudi odučiti nekih starih vzorcev in sprejeti neke nove oblike učenja.
In ta prehod, mogoče v 10 letih iz 5 na 20 ni veliko, ampak za nas je to en velik in zelo pomemben korak. Tudi njihova sporočila, hvala, da si me povabila na delavnico, to so bila sploh sporočila, ki so zdaj v projektu Kultura poniževanja prišla poleg povabila na delavnico, bila je zelo zanimiva in veš kaj, ugotovila sem, da sploh nisem vedela, kaj se dogaja okrog mene. Nekateri seveda učitelji se spopadajo z lastnimi predsodki, z lastnimi priučenimi tabuji, ampak nekega glasnega, odklonilnega odziva v tem času našega bolj aktivnega delovanja pravzaprav nismo zaznali. Bolj je tisto v stilu hvala, da si mi povedala, hvala, da si me obvestila, hvala, da si me nagovorila, ampak veš kaj, to ni moje strokovno področje, nimam kaj veliko za prispevati. Tako da imamo seveda z različnimi odzivi. Ampak dejstvo pa je, da smo učitelji in učiteljice ključni. Bolj kot smo usposobljeni za naslavljanje LGBTQ+ pri pouku, bolj kot smo usposobljeni za vzpostavljanje empatične situacije in komunikacije, bolj vključujoča, bolj podporna, bolj varna za LGBTQ+ osebe bo naša šola. In nekako v to smer gremo z vsemi svojimi aktivnostmi. Poleg učiteljic in učiteljev, tudi danes je bilo to že izpostavljeno v predhodnih govorih, pa je seveda vodstvo. Vodstvo je pomemben dejavnik, ki nas podpira in moram reči, da imamo srečo, da imamo že tretje vodstvo, ki nas podpira v teh dejavnostih. Ne samo za notranjo podporo, seveda notranja podpora je izjemnega pomena. Predvsem se mi zdi, da je pa pomembna tudi za odzive na tista zunanja sporočila, ki jih kot šola dobivamo iz okolja. V tem 10-11-letnem delovanju se sicer nismo srečevali z velikim številom negativnih odzivov iz okolja, predvsem lokalnega okolja, kar je zame osebno zanimivo in presenetljivo, kajti vemo, Ptuj in okolje in določeni in referendumski in volilni rezultati, pa vendarle prvi provokativni odziv je bil s strani enega izmed medijev v 2010, ko so nas vprašali, če imamo dovoljenje staršev za to, da izvajamo LGBT-rine delavnice. Drugi, malo bolj odmevni odziv pa je bil v letu 2015, ki je bilo seveda referendumsko leto in se je nekdanja ravnateljica osebno izpostavila in javno zavzela za enakopravni položaj LGBTQ+ oseb, kar je seveda sprožilo množično obsodbo, da smo mavrična gimnazija in pač, da promoviramo homoseksualno erotično vsebino. Namreč to je bil odziv na naš obisk šole na vseh teh festivalih, filmskih festivalih LGBT filma. Ampak glejte, takrat je bilo to precej medijsko, bom rekla, razvpito. Bil je za takratne in tudi za bodoče dijake in dijakinje pa to izraz spoštovanja, predvsem za tiste že takrat avtirane pri nas, ki so jo bili pripravljeni braniti. Seveda, glede na njeno izjemno pedagoško usposobljenost, jih je prepričala, da vlagajmo energijo kam drugam. Tako, vedno se najde kdo, ki kaj protestira, če obravnavamo migrantsko problematiko, je to smo obtoženi islamizma, če obravnavamo enakost spolov, smo nekako razglašeni za feministično naravnano šolo. Vendar dosedanje izkušnje moram reči, da so zgolj posamične in tudi strani staršev do zdaj ni bilo nekih pritožb, kadarkoli smo izvajali te delavnice ali se vključevali v projekte. Če zaključim, vsekakor je pred nami vsemi v družbi, še posebej pa se mi zdi, da v šolskem prostoru
še veliko dela, da bomo presegli nekako to deljenje med normalnim in drugačnim, da ne bo potrebno nenehno dokazovanje, naslavljanje in razpravljanje o tem. Pot, da ustvarimo skupnost, kjer bomo resnično vsi enakovredni in to brez prigovora, je še dolga, ampak velja optimizem. Vsi smo del problema, vsi smo lahko del rešitve in vsak lahko spreminja stvari tudi na sistemskem nivoju. Ne samo kot posameznik v šoli, ampak tudi te spremembe na posameznih šolah, v posameznih sredinah lahko vplivajo na spremembe tudi širše. Hvala. Darja, najlepša hvala. Mislim, da te besede res pobožajo in dajo nekega novega upanja in nekega novega zagona. Torej ja, vabljeni še na zadnji odmor za kavo. S programom nadaljujemo nažalost ob enih, ker nas čas pritiska, tako da probajte pohiteti, pa se vidimo čez majčkeno manj kot 10 minut. Hvala za razumevanje. Pozdravljeni nazaj. V Sloveniji se LGBTIQ plus organizacije že dolgo spopadamo s pritiski in napadi zaradi našega delovanja. In ko govorimo o izobraževanju in šolstvu, postanejo ti napadi še bolj konkretni, še bolj radikalni in še bolj občutni. Se pa tudi v zadnjem letu dni soočamo z velikim porastom nasprotovanj in vedno večjimi pritiski. Tako smo lahko med drugim v parlamentu slišali, da je, citiram, iz šol treba nagnati vso LGBT in ostalo kulturno-marksistično indoktrinacijo. Slišimo lahko veliko o tem, kaj po mnenju oblasti spada v šoli, česa v šoli absolutno ne bi smelo biti. In Slovenija ne le da koraka, ampak na nek način kar drvi po poti Poljske in Madžarske. V slednji so med drugim pred 2 dnevoma v parlamentu potrdili vladni predlog zakona, ki med drugim v šolah prepoveduje širjenje vsebin, ki naj bi spodbujale homoseksualnost. O tem, kaj to škodljivo delovanje pomeni za Slovenijo, kaj to prinaša v naš prostor, kako se lahko šole in druge izobraževalne institucije proti temu borimo in se uspešno tudi upiramo, bo govora torej v današnji razpravi z naslovom Kdo se boji ideologizacije šol. Na odru torej pozdravljam Barbaro Rajgelj, Mojco Urek iz Fakultete za socialno delo Univerze Ljubljana, Borisa Vezjaka iz Filozofske fakultete Univerze Maribor in, kot že rečeno, Barbaro Rajgelj iz Fakultete za SVDV-ja v Ljubljani. Želim vam prijetno razpravo. Beseda je vaša. Hvala. Hvala za uvodne predstavitve, hvala tudi za vabilo. Obema kolegoma hvala, da sta prišla. Zdaj mi bomo nadaljevali tam, kjer je kolegica končala, v skladu z dobrim starim načelom, da si vedno lahko predolg, nikoli pa ne moreš biti prekratek, bomo bolj kratki kot dolgi, tako da odprli bomo potem tudi debato z publiko. Začeli bi pa v bistvu oziroma obravnavali, obdelali nekako malo širši kontekst šole, mogoče lahko rečemo družbeno-politični kontekst, v katerem se šola kot nek podsistem nahaja. Tako kot je kolegica rekla, v bistvu okrog nas imamo države, ki sprejemajo ne samo, da se je politični diskurs spremenil, ampak celo spreminjajo se ustave, sprejema se zakonodaja, ki pravzaprav en del populacije izrinja iz javnega prostora, tudi ga pravzaprav kriminalizira, če temu tako rečem. In me na tej točki zanima, Mojca, kako se ti zdi, da taka ureditev, kot je Madžarska, recimo, ki je decembra najprej sprejela dodatne omejitve tudi z ustavnimi dopolnili, ki so v bistvu istospolnim parom prepovedale posvojitve otrok,
v ustavo pa so dodali, da je spol osebe določen v rojstvu in ga ni mogoče spremeniti. To je bilo decembra, zdaj pa še korak pred par dnevi naprej, da je v šolah pravzaprav prepovedan, so izobraževalni programi, katerih namen je recimo krepitev osveščenosti glede skupnosti LGBT, tudi to, se pravi do 18. leta. Ljudje ne smejo biti na nek način seznanjeni s tem, da LGBT osebe in skupnosti obstajajo. Tako da me na tej točki pravzaprav zanima, na kakšen način se ti zdi, da taka zakonodaja, pravna pravila, delovanje države vplivajo na otroke. Ja, to so se že včeraj pogovarjali, a ne. Skratka, meni se zdi tako Madžarska kot Poljska sta Mogoče malo bližje, ja. Dober primer tega, kako grejo lahko stvari iz slabšega na slabše, a ne. Kako začneš z eno rečjo, ne, in jo počasi itlakuješ čedalje bolj restriktivni zakonodaji, ki pripelje do takih absurdov. Zdaj, učinki take zakonodaje na otroke direktno, pa na mlade, ki so LGBT, meni se zdi, so grozni, ne, so ogromni. Pomeni to, da narediš iz teh otrok direktne tarče nasilja, ki se že itak povečuje. Ne, na en način legitimiziraš pol, bi rekla to, da v bistvu en tak obrat se naredi s tako zakonodajo, kar ga imamo že en lep čas tudi pri nas poslušamo, ne, da se zdi, da so LGBT aktivisti tisti, ki izvajajo nasilje, ne, nad nekimi naravnim redom in silijo otroke v neke, ne vem, spolne identitete, druge in tako naprej, in se sebe postavijo kot nekoga, ki jih zaščiti. Ne, in se potem nekako predstavljajo kot neki varuhi, bi rekla, otrok. Ne, tako, nekako en ta obrat, v bistvu manipulacija, ne, teh argumentov, kraja teh, bi rekla, argumentov človekovih pravic in tako naprej, ki pa ima ogromne posledice za otroke in mlade. A ne. Pomeni to dejansko, da so odprte tarče tako oni, kot tisti, ki jih podpirajo, ker je zdaj potem legitimno vse. A ne. Jaz sem samo varuh, ki varujem neke konzervativne vrednote, do katerih imam pravico in tako naprej. A ne. Ne vidiš več teh otrok, ki si jih naredil za odprte tarče. No. Tako jaz vidim. Ne. Ja, sej na tej točki v bistvu se vedno vprašam, kako tem konzervativnim strujem vedno uspe v bistvu otroke ponašiti, a ne? Ja. V bistvu vprašanje LGBT plus pa v bistvu povašiti, a ne? Kot da v bistvu te otroci, ki so naši skupni, niso tudi del LGBT ali skupnosti, ali so to dobesedno naši otroci, a ne? Ali so pa to otroci, ki so, ne da bodo, oni so LGBT. Kako v bistvu pristopati, da bi na nek način spojili to dvoje in da ne bi bilo tukaj razkoraka, tisti, ki se borijo za otroke, a ne? Ali pa mi, ki nasprotujemo koristim otrok. Ja, ne vem, mislim tako čisto dobro, ne. Kako to narediti, se mi zdi, da si zmeri potem da ne moreš zmagati, no, v nekem smislu, ne. Da, če nekdo zastavi tak argument, potem ga bo peljal do konca. No, tako. Ampak kar se mi zdi zanimivo je v vezi z Evropo, ne, kar mene preseneča, je to, kako je možno, ne, da Evropa istočasno sprejme, ne vem, recimo strategijo za enakost LGBT, plus, ne vem, od 2020 do 2025, ne, noter zapiše, da imamo vsi pravico biti varni in izražati svojo identiteto varni in tako naprej, in napove tudi, da bo financirala, bi rekla, projekte, ki bojo otroke naredili še bolj varne, ne, tudi LGBT otroke, in po drugi strani nima dovolj učinkovitih mehanizmov, da nekako države, ki direktno nasprotujejo tem strategijam, politikam in tako naprej, v resnici dosti nemočna, no, v nekem smislu. Ne. Čeprav recimo imaš Ursulo von der Leyen, ki je iz vrste krščanskih demokratov in tako naprej, ki vendarle napiše v tej strategiji nek uvod, ne, da smo vsi pravzaprav, ne vem,
da pač to, kar si, ni tvoja ideologija, ampak imaš pravico biti to, kar si. Zapiše tudi pri teh LGBT free zones, ki so jih Poljska uvedla, ne, da je to humanity free zones, pa tako. Ne. Skratka, na en način je nek signal, ne, po drugi strani pa neka nemoč. To se kar odvija naprej. Ne, tako. Nisem čisto odgovorila na tvoje vprašanje, ampak ja. Ne, se strinjam, v Malo bistvu, debatiram, ja. je prav gotovo v tem obdobju vidimo zdaj, da to, kar si rekla, da Evropska komisija in tudi Evropska unija v bistvu opozarja te Poljsko, Madžarsko, pa tudi Slovenijo na nek oddaljen način pravzaprav, ampak nekih učinkovitih mehanizmov pa tukaj ni, tako da se zdi, kot da se kar dovoljuje, da so to neke politične strategije, ki jih lahko stranke uvedejo, in na tej točki me zanima v bistvu, Boris, kako ti vidiš v bistvu ta politični potencial jezdenja na anti-LGBT, antimigrantski in drugih antipolitikah v prihajajočem letu. Drug let imamo trojne volitve in pravzaprav je nekaj, kar je zdaj mogoče zatišje, ne čista, ne, ampak ali je to lahko nekaj, kar se pri nas lahko razvija in gre tako daleč, kot je recimo na Poljskem in Madžarskem. Če imaš mikrofon, super. Ja, ga imam, upam, da se me kaj sliši? Redo. Torej, seveda je potencial. Jaz mislim, da je celo, kako bi rekel, za vladajočo stranko, kako bi rekel, nujen potencial. Jaz mislim seveda, da se temu ideološkemu potencialu ne bo odpovedala. Ne? Res je, da do tega trenutka recimo vladajoča stranka ali pa recimo trenutna vlada Republike Slovenije iz različnih razlogov, bi rekel, te anti-LGBTQ ideologije še ni zajahala v popolni meri, ne? Ampak mislim, da je kar nekaj znakov in znamen, da se bo to preko slej torej tudi zares zgodilo. Zdaj, zakaj se to bolj dinamično, energično trenutno ne dogaja? Mislim, da so razlogi politični, torej, kot veste, se SDS morala nekako v koaliciji z SMC-jem, Desusom zavezati, da ne bo odpirala ideoloških tem. Seveda vidimo, da se tega Janševa stranka ne drži povsem, da na neki točki seveda poskuša biti bolj zadržana. Ne. Drug razlog so pa preference. Poglejte, jaz mislim, da je več kot jasno, da je poglavitna preferenca trenutno vladajoče stranke, da uredi medije. Zdaj, kot vidite, se je spravila seveda ob vsej demontaži, ne, vseh državnih sistemov in podsistemov tudi na stranko Levica z neko idejo, da bi prepovedala opozicijsko stranko in tako dalje. Potem počasi pridejo na vrsto, ne vem, univerza, pridejo na vrsto tudi te ideološke teme, vzgledi so zelo blizu, se pravi, če, ne vem, analizirate Janšev Twitter račun, boste videli, da takrat, ko Viktor Orban recimo napiše kaj, bi rekel, usmerjenega v LGBT skupnost, bo to z velikim veseljem naš predsednik vlade tudi zelo hitro delil. Tukaj imam celo, da ne bomo preveč govorili na pamet, nekaj ilustracij. Najprej je Mojca omenjala, na kakšen način se zdaj kulpabilizira pravzaprav vse učence, ki so v šoli na nek način. No, to je lep zgled, ilustracija tega, o čemer govorimo. Imate recimo Janšev retweet Aleša Primca, ki je eden izmed gurujev boja proti domnevni LGBTQ ideologiji. In poglejte, kaj naredi Aleš Primc. Napiše tweet, v katerem trdi, da prihaja do velikega porasta nasilja fantov do punc v šoli in da je to posledica homoseksualizacije šole, ki, pazite, preprečuje, da bi se priznavali, učili in spoštovali razlike med spoloma. Potem napade Miho Lobnika in napiše, ali bo Miha Lobnik, ali bo ta gejevski lobi, recimo temu, odgovarjal za brce in klofute, ki jih njihova ideologija povzroča puncam v šoli. Spravi, imate kulpabilizacijo
vseh učencev moškega spola, ti so zdaj nenadoma krivi tega, da preganjajo punce, vsega je pa pravzaprav kriva neka homoseksualna agenda, ki se domnevno v slovenskih šolah že odvija. Skratka, Barbara, če poskušam v enem stavku odgovoriti na tvoje vprašanje, jaz mislim, da ta ideološka agenda, bi rekel, napada na LGBTQ skupnost prihaja in da se bo odvila, preference so trenutno drugačne, zdaj pol leta, to je mogoče sreča v nesreči, je preferenca predsedovanja Svetu Evropske unije, potem pa pride vse ostalo. Ja, jaz sem v bistvu hvaležna, da kdaj pa kdaj take stvari, ne da jih nisem opazila, jaz to potlačam, ker so mi toliko absurdne, da jaz to sploh ne sprocesiram in kakor da se ni zgodilo in je v bistvu treba, zato da nismo v napačni predstavi, da je vse v redu, a ne? To je tako ekscesno in tako, kako bi rekla, tudi dobesedno pervertiranje nekih stvari, ki ne moreš niti razumeti, seveda se pa taka stvar preslika tudi v šolski prostor in tudi na neko, bi rekla, in duševno verjetno in posledično na fizično zdravje otroka, ne. Pa me zanima, vi ste delali eno raziskavo o mladih in tudi v šoli in tako naprej. Kakšni so v bistvu učinki tovrstnega govora in tudi posledično nasilja nad LGBTIQ plus otroki, ki temelji na predsodkih? Nam lahko malo te v bistvu rezultate te raziskave predstaviš? Ja, zdaj mi nismo prav toliko zelo z učinki samo ukvarjali, to je bila raziskava raznolikosti in otroštva, ki je še traja in je v resnici nekaj malega smo dejansko tudi raziskovali, ne, preko intervjujev s ključnimi osebami, pa tudi z anketami, pa tako, ampak večinoma je bila pa ta raziskava namenjena osveščanju, tako na področju šole, socialnega dela, javnega prostora in tako naprej. In tako smo nekako tako da je večinoma nekako šlo v to, no, ampak kakorkoli, seveda smo potem tudi se pogovarjali tudi o tem, ja, kakšni so učinki homofobnega, bifobnega, transfobnega in tako naprej nasilja nad otroki in vidimo je, da ne, če več stvari je, no, če je šola, ne, bi v resnici zelo pomemben prostor za otroke, a ne. Se pravi, tudi če neki ne gre dobro doma, če imaš doma tako slabe razmere ali pa te ne sprejema in tako naprej, bi morala biti šola tisti prostor, kjer bi se moral počutiti varnega in je problem, a ne, če to ta prostor ni, ne, če je še en prostor, kjer doživiš nekaj slabega, ne, tako. Potem en problem je, da nasilje, to pomeni od nadlegovanja do verbalnega, fizičnega nasilja in tako naprej, je nekako sporočilo vsem LGBT. To ni samo tistemu otroku ali pa mlademu, ki se mu to zgodi, ampak je zastraševanje vseh, tudi tistih, ki bi ga načeloma lahko podprli, a ne? Tako da je zastraševanje celega prostora. To se mi zdi pomemben. Zdaj, čist bi rekla, smo danes tudi slišali bi rekla konkretne tudi rezultate drugih raziskav. Vidimo, da je ta vpliv na, bi rekla, telesno, duševno zdravje je tudi velik, a ne. Je od tega, ne vem, tesnob, paničnih napadov, kaj jaz vem, umikanja vase in tako naprej do, ne vem, tudi telesnih občutkov, ne vem, palpitacij, glavobolov, tako bi rekla, veliko takih tipičnih, kako človek odgovori na travmo, no, nekako se mu zgodi. Potem so seveda še, kaj jaz vem, da se osamiš, ne, nekako, da nekako tako tudi v tem socialnem smislu se pozna in tako naprej, a ne. Ja, tako da so učinki veliki in kar vidimo tudi vseh teh raziskav, ki jih recimo pri nas nevladne organizacije zelo veliko delajo, recimo tudi Transakcija, se spomnim tako nazadnje, kako me je presenetilo, ko se jaz drugače z duševnim zdravjem tudi ukvarjam na fakulteti, kakšen visok procent recimo ljudi z transidentitetami pravzaprav ima neko od oblik, kaj jaz vem,
slabega duševnega zdravja, če tako rečem, a ne. Tako, nekih težav v duševnem zdravju, ampak res veliko, tako še enkrat več ali pa tako kot recimo populacija, ne. Tako da to gotovo je nek indikator, a ne, da so te stvari resne. Tako. Ja, zdaj v bistvu na nek način lahko ta šolski prostor vidimo kot delno avtonomen, se mi zdi, od politične situacije, a ne. Ampak vendarle pa ni čist hermetično zaprt, a ne. In me zanima mogoče, Boris, recimo razmišljamo o tem, sodišča so nek avtonomen prostor, univerza, šola tudi, ampak koliko časa v bistvu to avtonomijo lahko zadržijo v takem intenzivno politično disruptiranem prostoru oziroma koliko časa lahko si predstavljam, da neko zavezništvo med otroki in učitelji obstaja, če so pritiski taki. Pri nas v bistvu danes sem zjutraj šla z eno nemško poslanko po cesti in je šla ena kolegica z nama, ki dela v neki slovenski instituciji in je rekla, strah me je, da nas bo kdo videl. V bistvu smo že vsi malo kužni, eden za drugega smo kužni, a ne. Se pravi, ta prostor je res tako sovražen, tako v bistvu diskreditirajoč in me zanima, koliko se ti zdi, da v bistvu šola ali pa ostali podsistemi lahko živijo eno svoje življenje, a ne, sploh v takih razmerah družbenih. Ja, težko, ne. Jaz mislim, da se vsi malce slepimo, ne, da je šolski sistem po sebi zelo avtonomen, neodvisen, samostojen in tako dalje. In da pravzaprav politika v njega ne more vdreti. Jaz mislim, da nas zgodovina uči, da seveda politika najprej vdira v te tako ideološke aparate države za spremembo ideologije, ne. Zdaj, recimo, pričakovali bi, a ne, da je najbolj avtonomen prostor šolskega sistema univerza, ne. V končni fazi tudi ustava, bi rekel, ščiti avtonomijo univerze v 58. členu, ne. Ampak rad bi vas spomnil nekaj mesecev nazaj, kaj se je zgodilo. Se pravi, Vlada Republike Slovenije je dobila na mizo torej razpis za vpis v prvi letnik. Kaj je storil predsednik vlade Janša? Rekel je, da ga ne bodo potrdili. Sklical je rektorje, 2 tedna smo se pogovarjali o tem, da jeseni ne bo vpisa na fakultete. Se pravi, za eno gesto, ne, smo lahko ugotovili, da lahko premier zaustavi celoten univerzitetni šolski prostor. Ni vpisa. In potem je sklical vse rektorje vseh univerz, mislim, da na Brdu pri Kranju. In kaj se je zgodilo? Spomnim se naslova v časopisu Dnevnik, posedel jih je kot šolarčke. In kaj zdaj to pomeni? Če bi slučajno izklopili zvok na televiziji in gledali posnetek, ne, tega srečanja predsednika vlade z vsemi slovenskimi rektorji, bi videli, da so bili res posedeni kot šolarčke. Ne rabite imeti zvoka, da bi zaznali, da so tam sedeli kot šolarčki. In temu primerno, ko bi vklopili zvok, so se tudi obnašali. Se pravi, servilno do konca. Želim povedati, ta avtonomija je v prvi vrsti, ne, če sledimo seveda ustavi, finančna avtonomija. Ampak natanko finance so tista točka, na kateri bo pravzaprav tudi univerzen cel šolski sistem padel. To vidimo, poglejte, saj imamo najbolj, bi rekel, jasen zgled v Slovenski tiskovni agenciji. Če si ne moreš podrediti nekega medija, ga finančno ugonobiš, se stradaš, se suješ. In na ta način, se bojim, se šolski sistem lahko čez noč sesuje kot iz kart, pri čemer še sploh ne govorimo o ideologiji. Govorimo izključno o neki kljubovalni gesti predsednika vlade, ki reče ne bom jim dal razpisa in ne bo vpisa. Ne? Kaj šele, če začnemo govoriti o ideologizaciji šole in univerze, ne? O tem se sploh še ne pogovarjamo. Te stvari skratka gredo zelo hitro, mislim, da se podcenjuje radikalizacija slovenske desne politike, podcenjuje se jo skrajno do te mere, recimo, da slovenski množični mediji si praktično ne upajo, ne vem zakaj zapisati, da je naša oblast dejansko radikalna. Ne? Če berete tuje medije, Guardian, Spiegel, New York Times in tako dalje,
bodo vedno napisali populist Janša, nacionalist Janša, ne, ekstremna desnica v Sloveniji in tako dalje. Slovenski množični mediji teh izrazov ne uporabljajo. Kar je seveda druga zgodba, ne, zakaj, namreč zgodba o tem, zakaj naši mediji kopljejo slovenski demokraciji jamo, pomagajo kopati jamo. Ja, v bistvu živimo v neki navidezni normalnosti, se mi zdi, kjer si ne priznamo, da je največja stranka v bistvu res zelo skrajna. Ne. Pa to že dlje časa, saj tudi do zdaj ni bil šolski prostor, se mi zdi idealen. Ne. Tudi saj normalno, vsi konflikti družbeni, vse neke predstave v stvarih, se vendarle zrcalijo v šolskem prostoru, preko otrok, preko svetov staršev, preko učiteljev. To je en tak, ampak zanima me recimo, koliko recimo ti v svoji praksi a se pozna pri tvojem delu recimo, ali zaznavaš v zadnjih letih spremembo recimo svojega obnašanja, recimo, a se počutiš manj varno v šolskem prostoru danes, kot si se. Recimo jaz osebno večkrat zdaj pomislim, a me kdo snema, a bom jutri na Nova 24, moram tako povedati, da ne bo noben tega narobe razumel, ker jaz ne mislim tega narobe, ampak vse stavke zvežem na tak način, da jih ne bi bilo možno iz konteksta vzeti recimo. V bistvu je ta vdor, je pri meni vse, sem pač nekako iste stvari povem na bolj previden način, ker se v bistvu, ja. Najbrž tebi tudi to, ko si bolj izpostavljena, tudi javno, medijsko in tako naprej, ne? Aha, ja. Najbrž se to bolj pozna, jaz osebno, zaenkrat se še nič ne cenzuriram, no, tako ali pa karkoli, da bi imela jaz ta občutek. Vidim pa recimo, če govorimo zdaj v šolskem prostoru tudi drugje, ne, ali pa v prostoru, ne vem, socialnega varstva ali kakorkoli, ne, ki ima stik z otroki, vidimo, da je počasi, ampak to je bilo že ves čas, ne, ampak se pozna, bi rekla, taka radikalizirani pritiski se poznajo na način, da postajajo potem, ja, učitelji recimo bolj previdni. Recimo to se tako ali v intervjujih ali pa, ko si se pogovarjal, lahko odraža v tem, da zahajajo čedalje bolj v neke take bolj nevtralne, da se ne izrečejo, a ne, ali pa vem, da smo enkrat, ali so študenti delali neko raziskavo, a ne, in so ugotovili, ne, da dostikrat učitelji, tudi če jih direkt sprašujejo, ne, o LGBT temah otroci, da rečejo, doma vprašajte, a ne, tako, se nekako zavarujejo, a ne, zdaj, če boš imel doma ne vem, eno ideologijo ali kaj, ne, ti bojo tako povedali, drugi drugo ali kaj, ne, tako nekako se probajo zavarovati, očitno. Ja, je ratal to nekako ena taka, kaj s tem, polje bojno, no, v nekem smislu. Je pa še veliko tudi slabih praks brez tega, no, kot je recimo pri socialnih službah smo dostikrat ugotavljali, da se zelo zatekajo v ta univerzalistični pristop, a ne, za nas so vsi otroci enaki, a ne, ali pa uporabniki ali pa kakorkoli, a ne, mi ne delamo razlik in tako, ampak na en način jih delaš ravno s tem, a ne, tako, jih spregleduješ kontekste življenjske, ne, in v tem primeru otrok recimo, ne, tako. Ja. Torej, kaj je problem v bistvu tega univerzalističnega, da ne prilagajaš v bistvu načina razlikam, ki med ljudmi obstajajo? Da nekako se izogneš temu, da bi kaj več vedel o različnih kontekstih otrok, saj ne samo LGBT, tako da nekako enostavno zbrišeš te razlike, ne, rečeš, ne vem, ne, za nas so vsi enaki, vse bomo enako obravnavali, nihče ne bo ostal brez, ne vem, česa in tako naprej. Ampak v resnici je to brisanje na en način specifik, a ne, tako, tega, da bi hotel zvedeti, da bi bil radoveden, kako ta otrok živi, ne, je kdo nasilen na njega, do njega zaradi tega, ker je LGBT in tako, a ne, mislim, pač ničesar o tem ne veš, a ne, in se ti zdi, da ti tudi ne rabiš vedeti, no, tako. Je problem ta pristop in je precej razširjen, tako. Jaz se spomnim že pred leti, se to ni nova praksa v bistvu, da je
zahtevek po tišini, v bistvu način političnega boja. Ne. Ko smo imeli prvi referendum 2012, se spomnim, da smo bili v RTV studiu in je ta ideja bila, da v bistvu otroke ne bi smelo zaveščati o tem, zato ker bo potem še več gejev in lezbik. Ne. To je že izhodišče v bistvu prvič, da ti lahko proizvedeš ljudi določenih lastnosti. Ne. Drugič se pa spomnim to, da sem rekla, oprostite se, v bistvu temnopolti tudi v družbi obstajajo, pa vseeno o njih govorimo, pa jih ni vsak dan več zaradi tega, ali pa manj, ali pa karkoli. Ne. Tako se mi zdi, da je to, pravzaprav nam učitajo, da mi nekaj proizvajamo, ampak oni se pravzaprav poslužujejo te ideje in temeljijo na tej ideji, da ti z govorom proizvedeš človeka. Jaz pa mislim, da to je res daleč od resnice. No. Tako da me zanima mogoče tukaj, na kakšne načine, pravzaprav, kakšne strategije tukaj na takšne očitke, na takšne nove diskurze v bistvu sprejeti ali pa jih aktivirati. Pred kratkim smo recimo videli ta poskus, jaz tudi opazujem ta politični prostor, da v bistvu zdaj to ni glavna tema. So pa te obstranski strelci, kot je tale Branko Grims recimo, ki je znotraj celo očitno njihove stranke marginaliziran, ampak toliko, da je pa uporabljen za puščico, da se sproba terena. Ne. To se mi zdi, da vendarle ga se uporabi. Potem recimo Metka Zevnik in Aleš Primc sta imela pred ustavnim sodiščem nek poskus pritiska na odločanje v še nedokončani zadevi pred ustavnim sodiščem. Na kakšen način se pravzaprav odzivati na te, ker mi smo skozi prepričani, da v bistvu, če se bomo odzvali, bomo razpihnili ogenj, ne? In pa smo tako skozi, ampak v resnici pa najbrž s tem tudi ne naredimo prav zelo veliko dobrega, če take glasove kar pustimo, da so bolj in bolj glasni. Ne vem, ali ozvučujemo njihove strategije, če se odzovemo na to ali niti ne. Ja, tu so mnenja različne. Jaz se precej svojega časa ukvarjam točno s tem vprašanjem, recimo kot kritik te vlade, ne? Ali kritik te vlade s tem, ko to vlado kritizira in tako dalje, pravzaprav na nek način promovira njihova dejanja. To je zdaj vprašanje tega, ali aktualizacija, problematizacija nekega dogajanja pomeni neko obliko možnega spodbujanja, bi rekel, propagande in reklame, ki si je ne želimo in bi šla v drugo smer. Jaz temu nasprotujem, jaz temu branju nasprotujem. Jaz mislim, da se treba na vse te incidente z vso možno jakostjo odzivati, kar se da, bi rekel, konsistentno in konsekventno in čim močneje in tako dalje. Tukaj jaz tu vidim lažno dilemo v glavnem. Namreč zgodba je, tako bom rekel, zelo preprosta. Ne? Vidim veliko napako v tem in pravzaprav neko legitimizacijo lastne apatije in anemičnosti, če rečemo, poglejte, saj tam je bilo 500 ljudi, raj jih pustimo pri miru, nihče ne bo opazil, če bomo o tem govorili, ne, in bomo delali reklamo. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ti incidenti niso samo incidenti, ampak da so deli neke večje zgodbe, večje agende in da moramo biti na te majhne korake zelo, zelo, zelo pozorni. Ne, bom dal en primer, mislim, da je sovražni govor, glede tega krasna ilustracija. Ne. Mislim, da je 2005 nastalo eno pismo, mislim, da ga je Roman Kuhar iniciiral, a ne. Vem, da sem ga tudi sam podpisal z naslovom Sovražni govor se širi iz parlamenta. Ne, in tam sta bila dva konkretna dogodka, iz katerih je to pismo, ki obsoja sovražni govor, izhajalo. Ne. To je bil Jelinčičev apel k streljanju, torej izbrisanih za puško mitraljezom, a ne, in to, da je poslanec SDS Pavel Rupar parlamentu pozval k pregledu mednožja. Ne. Ampak zdaj pa pogledajte, kaj se dogaja. Ne. Teh apelov, ne, proti sovražnega govoru v Sloveniji, torej 15 let kasneje, praktično več ni, ampak po svoji intenzivnosti in sporočilnosti je ta sovražni govor postal 10-krat močnejši. A veste, zdaj se več ne apelira k pregledu mednožja. Zdaj imate, ne vem, predsednika vlade, ki licitira prostitutke, on je že pregledal te ženske, a razumete? Imate Zmaga Jelinčiča, ki ne napiše
na vrata poslanske skupine, da bi na nekoga streljal, ampak gre v oddajo Tarča in izrecno reče, to se je zgodilo lani, dajmo 3 pred steno in jih ustrelimo, samo to pomaga. In potem ga novinarka, moderatorka Erika Žnidaršič ustavlja in reče, no prosim vas lepo, in potem Zmago Jelinčič reče, sej bi z dušilcem ne bi nikogar motilo in tako dalje. In kaj se zgodi? Edini, ki je o tem pisal, sem bil sam. V bistvu dobene reakcije, se pravi, isti ljudje imajo večjo moč, večjo legitimnost, sovražni govor je hujši in tako dalje. Skratka, želim povedati, treba je paziti na vsak tovrsten korak, ga sproti obsojati, čim bolj intenzivno. Če tega ne bomo delali, ne samo, paziti na te incidente, ampak tudi paziti, na to, na kakšen način se perfidno, Slovenija rekatolizira, ali pa kako zdaj nenadoma prihajajo k nam navade, kot jih imamo, na Hrvaškem. Recimo, bom dal primer, se vam bo zdel iz drugega sveta, ampak se bojim, da ni. Recimo, mislim, da v Izoli, kje, so zdaj šli in so prepovedali sprehajanje z kopalkami po mestu. Pazite, to je že odjek, to je že reakcija neke mentalne spremembe v naši družbi. V tem smislu, da se tu zdaj zahteva iz argumenta, ki ga ne poznamo, nek ordnung, nek disciplin in tako dalje. Se pravi, nenadoma so kopalci v kopalkah moteči. Moram reči, da me je ta pripoved spomnila na ta klasičen anti-LGBTQ argument, češ, saj nimam nič proti njim, ampak pustite me pri miru. To je ravno v času parade ponosa običajen argument. Nič nimam proti njim, ampak pustite me pri miru. Nočem vas videti, nočem vas gledati na ulicah. To je ta isti moment, neke motečosti nekoga, ki je na ulici. Tako da, če bi bil zelo radikalen, bi rekel, da počasi prihajamo v takšno državo, kjer danes, bi rekel, prepovedujemo nošnjo kopalk v Izoli, jutri bo temu sledila prepoved parade ponosa v Ljubljani. A veste, ta motečost, vedno me fascinira ravno ta Verneinung, kot je temu rekel Freud. A veste, tudi Orban, tudi Janša nenehno ponavljata, da nimata nič proti istospolno usmerjenim. Recimo Janša se leta 2005 celo bahal, da je on predlagal registracijo istospolne skupnosti, kar prejšnje leve vlade niso bile sposobne storiti. Ali pa recimo, ravno tu imam en primer, ki me na to spomnil. Recimo Orban je lani oktobra šel v to, da je prepovedal objavo neke pravljice, v kateri nastopa gej. A vidite, ideologi, ki nastopajo proti domnevno homoseksualni agendi, gredo tako daleč, da berejo pravljice in motijo zelo partikularne stvari. Mi bi pa zdaj rekli nenadoma, da to moramo spregledati. Jaz mislim, da je treba biti zelo pozoren na vse te majhne korake. In pogledajte, kaj je bila reakcija Orbana. Prej on je poskušal to, bi rekel, racionalizirati in je napisal, Hungary is a patient, tolerant country as regards to homosexuality. But there is a red line that cannot be crossed, and this is how I would sum up my opinion. Leave our children alone. Se pravi, a veste, ta homofobija, želim povedati, se vedno skriva za neko kvazi tolerantno držo. Nimamo nič proti vam, poglejte, lahko se boste registrirali, ampak pustite naše otroke pri miru, sprehajajte se oblečeni, ne v kopalkah, in tako dalje. Prosim vas, ne izzivajte nas na ulicah na paradi ponosa, če imate kaj, se skrite v svoje sobe in tako dalje. Skratka, moj odgovor na kratko, Barbara, bi bil absolutno vedno reagirati. Danes je mogoče kot zanimivost prišla ven oziroma je predstavljena bila pred par urami ena velika raziskava Varuha človekovih pravic o sovražnem govoru, in sicer so obdelali 145 arhiviranih primerov tožilstva.
od leta 2008 do 2018, kar je velika škoda, zato ker se je velik preobrat v razumevanju sovražnega govora zgodil leta 2019, tako da ne vem točno, kaj si bomo s tem lahko pomagali. Ampak v bistvu ena zanimiva stvar pa je noter, da zelo velik delež v bistvu procesiranih stvari ali pa prijavljenih na tožilstvo je bilo povezanih tudi z javnimi osebami, tudi politiki, obsojenih pa teh javnih oseb ni bilo nič. Tako da v bistvu je sploh vprašanje, če je to učinkovit mehanizem za bi rekla, obravnavo tega problema razraščajočega se sovraštvenega in sovražnega govora. Tako da vendarle pa se mi zdi to, kar pravi Boris v resnici, mi vendarle moramo sobivati v nekih skupnih dnevnih sobah. Ni tako, da lahko sobivamo samo tako, da v bistvu si ti v svoji sobi, jaz sem pa v svoji sobi. Tisti, ki ima pa večjo moč, pa v vsaki sobi ima svoj televizor, v katerega samo on govori. Se pravi, kako sobivati v tej skupni dnevni sobi? V bistvu so neke strategije, ki lahko tudi LGBT otroke v bistvu zaščitijo verjeten. Kaj rabijo v bistvu otroci, ki so LGBT plus? Mislim, da smo danes tako, najbrž ne bom jaz znala tako dobro obnoviti, kot je bilo danes že dobrih predlogov tlele na tem posvetu, ampak gotovo smo na področju, v polju šole recimo slišali veliko dobrih predlogov, recimo od nekih politik, pravilnikov, to, da šolo po mojem narediš, tako, to z mojimi besedami, odporno proti takim stvarem, a ne, da tako bi rekla, od zgori navzdol, kot obratno še bolj, a ne, da in tle smo slišali od, ne vem, LGBT krožkov do, ne vem, tle iz Ptuja so govorili o tem, ne, kako se oni lotevajo, tako, če hočeš reči, v najbolj takem SDS-ovskem okolju je najboljši primer šole pravzaprav, a ne, pri nas, tako se mi zdi. Tega, kako se ukvarjajo s tem, ne, in je začel par učiteljic takih zanesenjaških, ki so potem pritegnile še druge, ne, in imajo zdaj, ne vem, pač tako, en velik projekt okrog tega, ne, tako. Tako da se mi zdi, da je treba delati nekako, se pogovarjati, delati šolo odporno s takimi projekti, izobraževanja se mi zdi so zelo pomembna. Mi smo tudi znotraj tega projekta smo imeli zdaj eno serijo teh izobraževanj, ki so mene na en način presenetila, koliko je bilo enega odziva in koliko potrebe pravzaprav potem čutijo ljudje. Najbrž spet ne vsi, pa tako naprej, ne, ampak že se mi zdi, če je en kos ljudi, ki na eni taki šoli razmišlja v drugo smer, pa ne vem, naredi nekaj vizibilnega, a ne, v prostoru, ne, je to ena varna točka, no, za otroke. Ne, in tudi na en način se širi pol, no, tako, najbrž tudi na tiste, ki imajo neke predsodke ali kakorkoli, ne, ampak se na ta način se, po mojem, širijo stvari. No, tako. Hvala. Mogoče zdaj lahko odpremo diskusijo, če imate kakšno vprašanje, komentar tudi lahko. Lep pozdrav, Simona Muršec, predsednica Društva Parada ponosa. Jaz bi eno zadevo vprašala, mogoče pokomentirala kot politologinja. Se mi zdi pravzaprav nerazumljivo, kako se bojimo ideologije. Ker tista stvar, ki mene recimo v tej debati, ki se odvija pri nas že ves čas v tem javnem prostoru v kontekstu šole, že iz 90-ih ven, nek pritisk, neko razumevanje, da mora biti šola tako imenovano nevtralna, osvobojena vsakršne ideologije. Ampak, če mi vemo, da je šola aparat države in ima vsaka država pač neko ideologijo, in če mi vemo, da posebej v zadnjih, mogoče 10, 15, celo 20 letih, vedno več ljudi tudi, ne vem, tudi na nivoju staršev, šolskih pedagoških delavcev in tako dalje, prepoznava potrebo, da je ful pomembno, da je šolski prostor tudi prostor vrednot, kjer se oseba ne samo izobražuje, ampak tudi vzgaja. Se pravi, vedno pridemo nazaj do tega, da pač
kako se lahko sploh pogovarjamo o konceptu, kot je nevtralna šola. Kaj to pomeni? Ne? In zakaj je v bistvu potem, če naredimo nazaj krog na pojem ideologije, ne? Zakaj je v bistvu za ljudi tako strašljivo ali pa zakaj je to ta točka, kjer ultraradikalni desnici vedno znova uspeva tako močno polarizirati in strašiti ljudi. Ne? Ker se v končni fazi lahko rečemo, je pa se vse v življenju, kar počnemo, je politično in vse, kar se izvaja znotraj tega, stoji tudi na neki ideologiji. Ne? In mogoče lahko na to poreflektirate malo in kako, ali obstaja tudi nek potencial, da smo lahko mogoče v teh pogovorih tudi znotraj kontekstov, ki se potem nanašajo na tako imenovano LGBTizacijo ali pa ideologizacijo šol z vidika nečesa, čemur bi se reklo LGBT ideologije, da bi obstajajo kakšni načini, da bi lahko tle bili malo bolj sproščeni, pa mogoče ljudi malo razbremenili tega strahu, ne, o čem se sploh pogovarjamo. Torej, če smem. Torej, jaz sem napisal knjigo o sproščenosti, tako da ne bi bil ravno sproščen. Namreč sproščenost je bila ideološko geslo, s katerim je Janez Janša zmagal na volitvah oktobra 2004. Geslo za sproščeno Slovenijo. Namreč to geslo je bilo vzeto od nemškega filozofa Martina Heideggera, povzeto po novorevijaših in tako dalje, ki so prevajali die Gelassenheit, so prevajali se sproščenost. Medtem ko je Heidegger to die Gelassenheit prevzel od srednjeveškega mistika mojstra Eckarta. In sproščenost mojstru Eckartu predvsem pomeni neko obliko božje predanosti Bogu, neke božje spokojnosti. To je potem nekako Heidegger nadgradil v pojem, ki je njemu pomenil nekaj takega kot duhovno prostost, duhovno sproščenost in tako dalje. Skratka, želim povedati, tudi sproščenost je lahko ideologijem in sam sem napisal knjigo z tem naslovom Sproščena ideologija Slovencev. To je naslov moje knjige. Zdaj pa pogledajte. Ja, mi tukaj nismo govorili o tem, kako bi razideologizirali šole. Jaz o tem danes nisem govoril. Ne? Nisem govoril o tem, da se moramo bati sleherne ideologije v šoli. Govoril sem o tem, da je anti-LGBTQ ideologija nevarna in da je ta homofobna ideologija nekaj, kar se nam lahko hitro zgodi. O tem sem govoril. Vprašanje pa seveda zelo merodajno, se strinjam. Imamo jasno, da bi rekel politologe in tako dalje, ki bodo seveda verjeli, ali pa ne vem, poznavalce šolskega sistema, ki bodo jasno da verjeli, da je trditi, da je šolsko polje neideološko vedno utopična manira, se pravi, da je to neka pozicija nadideološkosti, prazna, naivna, nedosegljiva in tako dalje, ne? Ali pa seveda tiste, ki bodo pravzaprav na drugi strani priznali, da je torej tovrstna ideologija vedno navzoča, ampak mislim, da je vendarle razlika, a veste, zdaj smo pa v eni nevarnosti. Nevarnosti pa v tem, da zdaj predpostavimo, da je šolsko polje pravzaprav neka sfera, v kateri se spopada več ideologij. Ena je ni naklonjena LGBT skupnosti, ena je nenaklonjena in s tem nekako, če pristanemo na to vrsten diskurs, pravzaprav zelo hitro pridemo do tega, da, kako naj rečem, uravnotežujemo eno in drugo stran in predpostavimo, da sto enakovredni. Tega si pa po mojem mnenju ne želimo. Ne? Jaz mislim, da homofobna in antihomofobna ideologija nista enakovredni na način, da bi jih lahko, bi rekel, po nekih kvotah dopuščali v šolski sistem. Tako da, mislim, rad bi samo to povedal, da mi tukaj nismo govorili o tem, da je šola ideološko obremenjena, ampak o tem, katera ideologija se lahko pojavi v šoli in zakaj je ta ideologija nevarna, v tem primeru homofobna ideologija. Ja, jaz sam lahko podpišem, kar si povedal, Boris, tako mislim. Jaz tudi mislim, da to, da tako
to, da si, kar si, da tudi ni ideologija v tem smislu in da bi mogli, bi rekla, varnost vseh v šoli, ne glede, mislim, a si migrantski otrok ali begunski ali LGBT ali še kaj petega, a ne, da to ni, da to enostavno ne bi smelo biti točno to, enakopravno za stališči, da si proti njima, ne, tako, pa zdaj kdo bo močnejši v kakšni šoli, pa tako, ne, ampak da je, mislim, da je norma že malo višje postavljena, ne. In tle sem hotela reči, tudi, imamo tudi konvencijo o otrokovih pravicah, imamo kup enih tudi mednarodnih, bi rekla, konvencij, programov, smernic in tako naprej, ki smo jih podpisali in bi jih mogli začeti tudi zdaj, bi rekla, kaj bolj uporabljati, tako v argumentih pa v tožbah zaradi mene tudi, no, tako. Ja, mogoče, če sam dodam komentar, meni se zdi, da v bistvu je ta radikalna desničarska drža v bistvu, kar že dolgo poslušamo, to, kar mi pravimo, je naravno in normalno, vse ostalo je pa ideologija. A ne? Ta naravno je v bistvu tisti raz ideologije, tisti, kar ideologizira prostor in tako naprej, ker si prisvojiš nekaj, kar je odvedno in vedno bo. Vi vsi ostali pa igrate ideologijo. A ne? To se mi zdi, da je to naravno treba v bistvu definirati kot vrhunsko in najbolj popačeno ideologijo. A ne? Tako da, kakšno še dodatno? Komentar, vprašanje. Če smo izčrpali temo, mislim, da je tudi, da smo kar nekaj stvari odprli, ogromno je bilo že čez dan povedanega, tako da sogovornikoma in publiki se zahvaljujem za sodelovanje. Vsem želim prijetno nadaljevanje dneva, tako da hvala vsem in se vidimo. Najlepša hvala vsem trem. Tako to pomeni, da smo prišli do konca današnjega strokovnega posveta z naslovom LGBTQ mladi v šoli. Slišali smo lahko kar nekaj stvari, veliko zelo nespodbudnih, kot so bili recimo rezultati o tem, kakšno je stanje v šolah trenutno, kakšne stiske doživljajo mlade LGBT osebe v šolah, ampak tudi o tem, kakšni so pritiski, kako zelo težko na nek način se je spopadati in boriti, vendar pa po drugi strani tudi veliko primerov dobre prakse, veliko idej in načinov, kako pa vendar lahko in kako pomembno je to, da bi si skupaj delujemo. In če si zelo na hitro sposodim samo mogoče besede oziroma to, kar je govorila Darja iz gimnazije Ptuj. Šole so pomembne, v njih so mladi, ki jih moramo zaščititi. Če samo gledamo, kot je omenila, določene pač pravilnike, zakone, zakonodajo, deklaracije in tako naprej. In je zelo pomembno, da če bomo skupaj začeli delovati in če bomo lahko skupaj začeli dejansko naslavljati neke zadeve, v katerih se trenutno veliko molči in začeli dajati vidnost tematikam, potem lahko na nek način se skupaj upiramo in na nek način tudi spreminjamo neke zadeve, ker konec koncev šole imajo moč in veliko danes smo slišali o tem, kako pomembno je sodelovanje in kako pomembno je, da so osebe, ki podpirajo, ki so zaveznice v šolah kot individualne osebe, ampak tudi izven delujejo in podpirajo mlade, pri tem, da se dejansko lahko razvijajo, zaposlujejo, šolajo in so to, kar so in kako pomembno je to vključevanje na vseh ravneh. Tako da še enkrat hvala lepa. Jaz upam, da bo ta motivacija, želja in pa te dobre prakse bodo prevladale in na nek način tudi, da bo dogodek, kot je današnji, pomenil neko odskočno desko v tem, da bodo šole šle po poti tega, da bodo bolj varne, da bodo njihovi prostori bolj vključujoči za mlade LGBT osebe in da bomo mogoče čez nekaj let, ko bo narejena nova raziskava o stanju, bili podatki vendar nekoliko spodbudnejši. Še enkrat bi se rada zahvalila
organizatork in pa obeh društev, torej društva Legibitra in društva Parada ponosa, našim podpornikom strokovnega posveta, programu Erasmus+, programu ACF v Sloveniji, Renew Europe, nemškemu veleposlaništvu Ljubljana in pa Kinu Šiška. Poleg tega pa seveda velika hvala vsem gostjam in gostom, sogovornicam, sogovornikom, udeleženkam vam tukaj v prostoru in pa na spletu za spremljanje, ter seveda ekipam, organizacijskim ekipam obeh društev, brez vas danes tu ne bi bilo. Za konec naj vas samo še povabim na kosilo. Pri registracijski mizi boste dobili več napotkov, kako in kaj glede tega. Še enkrat hvala lepa vsem. Prijeten dan še naprej. Nas čaka tukaj še en dogodek festivala in sicer konferenca vključujoče prostovoljstvo, tako da če vas zanima, ostanite, bo zelo zanimivo. Drugače pa upam, da se vidimo v soboto na Paradi ponosa. Srečno in se vidimo.